Bomo poslali lastnikom skoraj 1,2 milijona lastnikom nepremičnin obvestila, kjer so podatki o 6,1 milijona nepremičnin. Zato seveda je že v pripravi tega projekta prihajalo marsikdaj do kakšnih problemov, ki smo jih seveda srečno pripeljali do konca. Računamo tudi na to, da se bo verjetno pri tako velikem projektu tudi med samim obveščanjem najbrž zgodila kakšna zagata. Pripričani smo, zato ker bo možno te pripombe oziroma tudi vpogled v podatke možen preko spletne aplikacije, smo že naprej pripričani, da najbrž v samem začetku, ko bo začela ta aplikacija delovati, da bo verjetno aplikacija po dosedanjih izkušnjah tako velikega dostopa naenkrat verjetno ne bo prenesla. Zato že prosimo naprej vse lastnike nepremičnin, seveda vsaj v začetku za nekaj potrpljenja. Mislim, da pa pol v naslednjem obdobju bi morale vsi te problemi se normalizirati. Mi smo opredelili tukaj zadevo po korakih. Se pravi, najprej bo vsak lastnik, ki bo videl, katere podatki so v javnih evidencah, lahko že iz tega razbere, ali ima svojo lastnino zaščiteno ali ne. Se pravi, tisti, ki ni dobil na svoj naslov, in to na svoj naslov, ki ga ima danes v centralnem registru prebivalstva. Če ni dobil na tisti naslov podatke o nepremičnini, je nekaj narobe. Bo lahko nekoč imel probleme, zato ker verjetno so nepravilni podatki v zemljiški knjigi ali pa še huj, sploh nima evidentirane zadeve v zemljiški knjigi. Se pravi, tukaj je enkrat opozorilo, da naj uredi podatke o svojem lastništvu. Videl bo tudi, ali so, če so lastnik, ali so upisani vsi solastniki in tako naprej. Potem naprej bo videl, katere podatke o nepremičnini imamo. Ali je njegova nepremičnina dejansko taka. Naprimer, čisto konkreten primer, zakaj to zadevo rabite. Vsi etažni lastniki danes plačujemo stroške upravljanja po nekih delilnikih. Tukaj imate prvič priložnost, da pogledate ali pa menite kakšne podatke ali pa koliko veliko površino ima sosed. Tukaj enostavno lahko v tej evidenci preko javnega vpogleda vidite večino podatkov o njegovi nepremičnini ali pa o nepremičnini v celotnem bloku. Se pravi, tukaj je čisto taka, naprimer, konkretna aplikativna uporaba. Potem ste šli naprej na vrednost. Vi seveda, dokler živite v tej nepremičnini, vas ta vrednost, pa ne delate s to nepremičnino nič, vas dejansko kaj dosti ne zanima, razen toliko bo mogel ta lastnik nekoč plačati davek. Se pravi, tukaj ste vendarle zainteresirani, da je ta davek, če ne drugega, da saj ni previsok, se pravi, boste popravili najmanj podatke, ki danes, ne vem, če imate preveliko uporabno površino, nepravilno neto površino, kar se seveda tudi lahko zgodi, boste saj to pravilno uporabili. Tisti trenutek, ko boste pa želeli pridobiti hipoteko, se pravi, boste šli na banko, pa bo banka ta prvo zadevo, ki jo bo, in to se že kaže, začela banka uporabljati, bo šla pogledati v naš register, ker ima saj osnovno orientacijsko vrednost in se bo začela od tam naprej pogovarjati, kakšno posojilo boste dobili. Tisti trenutek boste zainteresirani, da imate pravo vrednost. Še bolj boste pa zainteresirani, seveda, da imate pravo vrednost ali pa saj pravo izhodično vrednost, ko boste to nepremičnino prodajali. Dolgoročno to se je v vseh sistemih kazali. Kratkoročno verjeten, da bi vsi lastniki takoj odreagirali na pravi način, seveda ni. V 10-20 letih bojo pa te vrednosti postale pravilne, tako imajo vse države, kjer za temi evidencami ali pa na tak način vrednotijo ali pa vodijo podatke o nepremičninah že daljše obdobje. In tam nihče ničesar ne skriva, tam vsi vedo, koliko ima sosed ali pa predsednik vlade ali pa kraljica, koliko ima vredno nepremičnino. To ni nič zaupen podatek. Bi sam še to dodal. Zdaj, načeloma, pri vseh teh ocenah vrednosti ste morali najemati cenilce, vsak lastnik. Zdaj, rečem temu, tako bo država ocenila to nepremično premoženje in vsak lastnik bo dobil to informacijo iz tega sistema.
In po našem mnenju bi bilo tudi prav, da tudi v Sloveniji se lastniki nepremičnin začnejo ekonomsko razmišljati, ko govorimo o nepremičninah. Namreč dejstvo je, da se ugotavlja, da ekonomičnost upravljanja z nepremičninami v Sloveniji še vedno neznanka. Zelo jasno to vejo v razvitih tržnih ekonomijah, kjer se ve, če je takšna tržna vrednost nepremičnine, moram jaz ustvarjati določene prihodke ali uživam kot stanovanje, če so pa stroški višji kot pa prihodki, pa to nepremičnino treba narediti nekaj, ali jo prodati, ali pa nekaj ukrepati. Skratka, to je en dodaten podatek, ki ga mora danes vsakdo plačati, naročiti cenilca in to plačati. Sedaj bojo vsi lastniki te podatke dobili iz tega sistema lahko ven, in mi tudi upamo, da bojo vsi lastniki začeli ekonomično razmišljati na podlagi teh podatkov.